Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. V poslovnem svetu je zelo pomembno, kako se pravilno predstavimo. Del tega so tudi poslovne vizitke, s katerimi potencialnemu naročniku posredujemo svoje podatke za stik, da nas ta hitro najde, ko nas potrebuje. Morda si marsikdo misli, da je v 21. stoletju raba poslovnih vizitk zastarela, a v resnici so še vedno del poslovnega bontona. Uporabljajo se v papirni in elektronski obliki, danes bomo raziskovali, katere podatke vključiti vanje in kako jih pravilno oblikovati. Ključen del vizitke so vaši osebni podatki, torej ime in priimek ter podatki o podjetju. Tako je videti tudi naša poslovna vizitka. Ne velja pa to samo za vizitke v papirni obliki, temveč tudi za elektronska sporočila, pri katerih s temi podatki jamčimo verodostojno zapisanih informacij. Hkrati pa naslovnik točno ve, s kom v podjetju komunicira. Kadar zapisujemo osebne podatke in podatke o podjetju, torej ime in sedež podjetja, lahko to storimo na več različnih načinov. Pri prvem načinu vidimo, da lahko v prvo vrstico zapišemo svoje osebne podatke, v naslednjo vrstico pa ime podjetja ter v nadaljevanju še naslov podjetja. Pri drugem načinu vidimo, da lahko te podatke zapišemo v eni vrstici in jih med seboj ločimo s poševnico. Vidimo torej, da lahko podatke zapišemo na najrazličnejše načine, pri tem pa bodimo pozorni predvsem na to, da to storimo na pregleden način. Verjetno vam je zelo znana besedna zveza kontaktni podatki. Svetujemo, da namesto nje uporabite zvezo podatki za stik, saj se namesto besede kontakt vse pogosteje uporablja beseda stik. Enako velja tudi za e-mail, namesto česar raje uporabite e-pošta. Pri zapisovanju besede faks pa pazite, da ne uporabite črke x. Če poslovne vizitke zapisujemo v slovenščini, pazimo, da ne uporabljamo tujih besed. Morda se temu še najlažje izognemo tako, da za podatke o elektronskem naslovu ali mobilni številki uporabimo kar okrajšave, kratice ali celo sličice. Pri elektronskih vizitkah se raba sličic sicer odsvetuje, saj se kaj hitro zgodi, da se pri pošiljanju izgubijo. Brez težav pa lahko na primer za telefonsko številko uporabimo kar črko T ali za mobilno številko uporabimo kar črko M. Kako pa zapisujemo telefonske številke? Kadar zapisujemo stacionarno številko, najprej navedemo številko stacionarnega omrežja. Temu sledijo številke v nizu številk 3 plus 2 plus 2 ali 4 plus 3. Na primer takole. 03 49 93 10. Kadar pa zapisujemo številke mobilnih telefonov, jih zapisujemo v nizu s po 3 številkami. Pazimo tudi na naslednje. Ali morda poslujete v mednarodnem okolju? Potem nikar ne pozabite navesti še mednarodne klicne številke za Slovenijo plus 386. Temu sledi stacionarna oziroma mobilna številka in sicer brez ničle. Na primer takole. Plus 386 40 654 213. Ker v 21. stoletju večina poslovne komunikacije poteka po e-pošti, je to zagotovo podatek, ki nikakor ne sme manjkati na poslovni vizitki. In zakaj je tako pomembno, da dodate tudi svoj e-poštni naslov? Predstavljajte si, da pišete na splošni elektronski naslov nekega podjetja, na primer info@limeta.com. Ta naslov upravlja več zaposlenih, vi pa želite pisati točno določeni osebi. Nadaljnja komunikacija bo zagotovo lažja, če vključite tudi elektronski naslov posameznega zaposlenega. Na primer takole. teja.završnik@limeta.com. Če pa dodate še podatke o spletni strani, ste vizitko obogatili z dodatno tržno vrednostjo. Kaj pa fotografija? Te so v porastu predvsem pri elektronskih vizitkah.
morda zaradi bolj osebnega stika, da si naslovnik lažje predstavlja, kakšna je tista oseba, s katero si dopisuje. V današnji poplavi elektronske komunikacije se namreč pogosto zgodi, da se z osebo na drugi strani nikoli ne srečamo v živo. Odločitev o tem, ali dodati fotografijo ali ne, je seveda vaša. Zagotovo pa bo to dodana vrednost in ne le zgolj dodatek vizitki. Mislim, da je zdaj dobro jasno, katere podatke je treba vključiti v poslovno vizitko in kako jih pravilno zapisati. Kako pa vizitko dobro oblikovati? Pri tem najprej pomislimo na velikost. Ta je seveda odvisna od količine zapisanih podatkov, a vseeno obstajajo neke standardne velikosti. Večina vizitk je v običajni velikosti 85x55 mm in 90x50 mm. Pametno je izbrati tudi malce debelejši papir, da se vizitka ne zmečka prehitro. Lahko jo tudi plastificirate, res pa da to ni najbolj okolju prijazno. Tako, velikost smo izbrali, kaj pa grafična podoba? Zagotovo na svojih spletnih straneh uporabljate točno določene barve in logotipe in svetujemo vam, da jih uporabite tudi na svoji poslovni vizitki. Tako smo storili tudi mi. Če pa vaše podjetje posluje s točno določenimi dejavnostmi, na primer z izdelavo spletnih strani ali prevajanjem, lahko svoje poslovne vizitke oblikujete v skladu s temi dejavnostmi. Tako, vizitke so oblikovane, vsi podatki so vključeni, manjka samo še tisk. In kaj hitro se zgodi, da je bila ideja na zaslonu videti čudovito, ko pa smo jo prenesli na papir, smo dobili ponesrečen zmazek. Zato vam svetujem, da tiskarno pred tiskom vedno prosite za testno vizitko in si tako zagotovite, da bo vaša vizitka videti čudovito. Čeprav dandanes večina komunikacije poteka po elektronski poti, so tudi poslovne vizitke v papirni obliki še vedno zelo aktualne, zato je pomembno, da podatke na njih pravilno zapišemo in jih dobro oblikujemo. Pri tem se držimo načela manj je več, zato brez skrbi uporabimo tudi kakšno okrajšavo. Zelo pomembno je, da podatke o podjetju pravilno zapišemo. In tudi o tem smo že pisali, zato le pobrskajte po našem blogu. V komentar pa nam zaupajte, ali tudi vi uporabljate poslovne vizitke in kako ste jih sami oblikovali.